najprej uvodoma, razstava se dotika zelo visokega jubileja, 20. jubileja umetniške gimnazije, gimnazije Celje Center. In v teh okvirih 20 let smo vključili v razstavo profesorje, ki trenutno delujejo in tudi prejšnje za svojimi deli z posameznih področji in pa nekdanje maturante, ki so po maturi nadaljevali študij na različnih umetniških akademijah. Niso vezani samo na likovne akademije, ampak tudi na gledališče, na film, na režijo, tako da je ta spekter razstavljavcev zelo pester. Tale prostor je pa namenjen v spomin Radimiru Pušeni, slikarju, ki je na nek način bil soustanovitelj umetniške gimnazije, likovne smeri na gimnaziji Celje Center skupaj z takratnim direktorjem gospodom Majerletom in kar nekaj pobudnikov še zraven, ki pa je žal že pokojni in predstavljamo njegova dela iz 70-ih let, to so tudi sliki, iz cikla Dokumenti in iz prve polovice 80-ih, ko je iz te izrazito angažirane umetnosti te slike se nanašajo na vojne in povojne grozote, medtem ko slika Mrtve reke se nanaša na ekologijo. Radimir Pušen je namreč izjemno kritičen do družbe, do okolja, narave, do odnosov, hkrati pa je bil gospod, ki se je zelo poglabljal v filozofijo, od Lacana, Umberta Eka, Paza, tako da je njegovo razmišljanje bilo dejansko vezano na to kritičnost duha. Tule danes vod Črn oblak je pa ostanek razstave iz leta 2018, delo Alena Ožbolta, kiparja, ki je trenutno tudi dekan Akademije za likovno umetnost v Ljubljani. In čeprav je kipar, ga je vedno zanimal prostor. In ko je stopil v te prostore, si je zamislil projekt, ki smo ga 2 leti kasneje tudi realizirali, in sicer Črni oblak, bela snov in ogenj. Ogenj je bil v teh kaminih, levo, desno, to je bila instalacija, seveda ne pravi ogenj, ampak refleksija na ogenj, medtem ko bela snov so bili beli, snežno-beli venčki v teh praznih prostorih, kjer so nekdaj bile slike grofov Gajsrokov. No, toliko v opomnjenje, da te slike bojo dobile mesto ponovno 27. junija tega meseca, ko odpiramo novo razstavo o zgodovini dvorca. Tako da bo po tej plati zelo zanimivo pogledati dvorec, ki bo dobil vsaj delček svoje zgodovine in svoje zgodb v to svoje nederje. Zdaj bi vas jaz popeljala najprej v tole sobo. No, ta soba je posvečena profesorjem in zdaj bom kar začela z prvo. Tule imamo primer interjera Maje in Ajne Rak, tu imamo avtorico, ki je pri tem svojem projektu interjera, to je ravnateljeva soba in pa kabinet likovnikov, upoštevala zgodovinsko podobo gimnazije Celje Center, to je secesijska podoba zgradbe iz preloma predprejšnjega stoletja
in v tem duhu je tudi potem aranžirala to likovno opremo, seveda z optimalno funkcionalnostjo, kajti če pogledamo tu kabinet, vidimo, da gre za zelo ozek prostor, da nima neke dimenzije, da pa lahko sobivajo različni pedagogi, je potem osmislila dejansko zelo funkcionalno opremo te sobe. Tu je Andrej Kamnik, ki je svoj čas tudi poučeval na gimnaziji Celje Center, je pa izjemno zanimiva osebnost, kajti Andrej Kamnik se danes pretežno ukvarja z animacijo, z filmom, z videom, tudi profesor je na Ljubljanski akademiji na oddelku za video. Ta slika ima pa neko specifično zgodbo. Mi vemo, da so leta nazaj, včasih rečemo v stari Jugi, je bil zakon, ko je šlo za investicije, da je vsaka nova investicija v gradnjo morala odvojiti 4% od vrednosti celotne investicije za likovno opremo. To pomeni, da ko je bila zgradba stavba gotova, je te 4% so porabili za slike, kipe in tako naprej. Ker tega že davno ni več in ker je umetnost nekje živi na margini in zelo, bom tako rekla, peščica ljudi pravzaprav ima v mislih, ko izgrajuje svoje tudi domove, da bo opremljala za sliko, tudi zato, ker danes vemo, da je sodobna arhitektura ali pa današnja arhitektura zelo povezana z prostori z veliko svetlobe, se pravi ogromno okna, je za slike ni mesta. No? In Andrej Kamnik se je poigral za to iluzijo, da bi pa vendarle morda ta arhitektura njegove slike lahko nadomestila kakšno okno ali pa steno v prostoru. Naslednja avtorica, Tanja Bračun, se tokrat ukvarja z umetnostno zgodovino in sicer v diskurzu, v konceptu obravnave enega najlepših slovenskih spomenikov NOB, to je v Celju pri gledališču, ki govori o vojni in miru. Delo je to Jakoba Samiška, kiparja, ki je dejansko z svojo že na meji abstrakcije formo poudaril novodobno kiparstvo tudi v smislu revolucionarnih spomenikov in tu se prepleta relief in polna plastika z izjemno narativno pripovednostjo grozot vojne in pa perspektive miru. Tule sem malo dalj zadržala, da ne boste mislila, da v vseh slikah tako natanko govorila, ker ne bomo prišli do konca. Željko Opačak, slikar, čeprav se v zadnjem času kipar po osnovni profesiji, v zadnjem času je ukvarjal predvsem z performansom, objekti, inštalacijo, no to je pa eno zgodnejših del, ko je bil še vedno pod vplivom akademije, Beograjske akademije, ki je seveda rasla iz tradicije srbskih umetnikov, teh močnih barov, ekspresivnih in govori o ljubeznih. Na sredi imamo razpoznavni dve figuri, sicer zelo abstrahirani, ki sta v nekih japonskih vrtovih. Vemo, da japonskih vrtovi so neka mistika in nek pomen ljubezni, in predvsem te intime, ki sta s svojo partnerico in Željko izjemno občutila v teh letih in na boju seveda te intimne ljubezni. No, o intimnosti govorimo lahko, tu bom rekla za poudarkom, lahko tudi v
kajti te slike, te so osnutki za grafike in v njih lahko preverjamo ali nagovor na neko sila erotično zadevo falso po sami formi. Mislim pa, da je tu še nek drug poudarek, ki je bolj pomemben od prvotnega, to je rast, to je vertikala in mi vemo, da v življenju vedno nas povzdigujejo vertikale, tako naprimer v sakralni umetnosti imamo cerkev z zvoniki, kot v življenju imamo vedno neke cilje, ki so vertikale, ki so hoja navzgor. In ko govorimo o erotičnosti, so grafike Franca Prve, čeprav je tudi po profesiji kipar, predstavitev novih medijev, se pravi tehnologije, ki se ukvarja z komunikacijo, digitalno komunikacijo in jaz rečem inteligentnim umom. Se pravi, da so tu prečrtana imena komunikatorjev, se pravi ženske in moškega, tako da je težko razbrati, za koga gre, ampak sicer je v angleščini, lahko pa razberemo njun pogovor, ki se nanaša na neko intimnost in silno erotičnost. No, da so vsaka pravzaprav v drugi barvi, da lahko gledamo kot grafike, je neka asociacija na popartistično umetnost, kjer gre v bistvu za enake osnovne predloge, pozicije, hkrati pa ta barva naznanja neko drugačnost. Morda najbolj socialna je slika Andreje Đakošić, narejena je kot Tomaž Stojno Kerbler, to je eden naših najpomembnejših starejših fotografov, fotograf Haloz in tega kmečkega življa v Halozah, gospod, ki je blizu stoletja, vedno živi in dela. In Andreja Đakošić je tu fotografirala, to je analogna fotografija, slikana davno nazaj, prijateljico njene tete, kjer je preživljala tu na Kozjanskem pod Bočem svoja najstniška leta in ujela ta obraz, ki govori tudi o načinu življenja, preživljanja in seveda tudi obraz žene, ženske z razbrazdanim obrazom, kjer piše zelo veliko o njenem trdem življenju. Toliko o profesorjih. Če smo pred 10 leti, ko smo pripravljali razstavo 10. jubilej umetniške gimnazije, smo se srečevali z bistveno več likovnimi deli, ki gravitirajo na klasično umetnost, na sliko, na kip, medtem ko to desetletje prinaša izrazito raznovrstnost. In umetniška gimnazija ni samo ta likovna smer, samo gimnazija za nadaljnji študij likovne umetnosti, ampak je odskočna deska tudi za mnoge druge študije, tudi arhitekturo, industrijsko oblikovanje in konkretno tudi režijo, lutke in potem unikatno keramiko. In v tem prostoru se srečujemo s temi raznolikostmi, naprimer izdelava lutk, umetnica, ki deluje kot scenaristka, kot lutkarca, potem v vitrinah imamo unikatno keramiko, v eni in drugi, celo kostumografko, tamle gospa stoji pred sliko oziroma temi kolaži v originali. Namreč kostumografija je zelo pomemben dejavnik pri gledališču. Kostumograf mora poznati zgodovino oblačil
in temu seveda tudi primerno opremlja gledališke predstave. Ti listoli so pa ročno izdelani in Barič in Bevc, to je Barič in Bevc, sta skupaj izdelala ta stol, ta je bil prvih nared in asociira na 50. leta po svoji formi, medtem ko ta stol je novejšega datuma in je oblikovalec iskal asociacije v jadrnici, v valovih morja in v temu platnu kot jadra, kombinacija z aluminijem in lamelnim lesom. Vse je sam naredil, tako da to ni nič industrije in tudi sicer dela po naročilu. Kaj se lahko vse nekaj? Ne, ampak vidim, da so vse delali. Ja, to smo dali. Ja, in smo prav za to podstavki naredili, da vidijo, da je eksponat, ampak očitno ne velja. No, to je tudi primer oblikovalca, ki se ukvarja z industrijskim oblikovanjem, grafičnim oblikovanjem in oblikovalca avtomobilov, Barič, in to specialnimi avtomobili. Medtem, ko imamo dva odlična arhitekta, krajinsko arhitektko in pa arhitekta, ki se ukvarja z zgodovino in z zapisovanjem in analiziranjem arhitekture na Balkanu, se pravi bivše Jugoslavije, kako je pravzaprav vstopala glede na odnos do evropske arhitekture. No, v tej sobi se srečujemo z bolj čisto likovno umetnostjo, z sliko, z kiparstvom in pa tudi instalacijo. To je primer, ko umetnica poskuša zelo nazorno pokazati postopek restavriranja fresk. Namreč je zelo zahtevno delo, ko se steno očisti, ko se odtisnejo stari časi na teh stenah, seveda v fragmentih, potem je potrebno te fragmente sestavljati, se prilagajati tudi tehnologiji in tu je pač primer, kako ta postopek poteka. No, tu je ena slika, lahko bi bila identična zraven, jo je umetnica tudi dostavlja, pa vendar ni bilo prostora, ko išče, kako lahko, to gre za X avtorja, ki ga je preslikala in kako je ta natančnost preslikave daje neke rezultate drugačne, kajti roka umetnika enega ali drugega je vedno drugačna, tudi če gre za preslikave. Ja, originali so. To so skice v sliki. To je primer, zelo zanimiv primer nekega ekspresionističnega navdiha, čakajočna Godota, ženska, ki sedi na posteli. Vidimo, da gre po barvni kompoziciji, strukturi in tudi sami kompoziciji predmetov v prostoru za neko izjemno dinamiko, ampak sedeča figura pa daje vtis, da se pravzaprav ne bo premaknila, da bo ostala in čakala. Slika Pšenično polje gre pravzaprav za iskanje neke asociacije, ki jo umetnica išče z različnimi lazurnimi in bolj temnimi nanosi, z raznimi strukturami, ki se nanašajo na naravo. Medtem ko je ta, naprimer dve sliki umetnika Anikisa, ki se ukvarja z čisto realno podobo, ki bi jo lahko prijeli, se pravi, gre za polno plastiko, pa vendar pogled na njo nam daje sicer podatek o motivu Laocoona,
Laokon je bil svečenik v Troji in je nasprotoval konju, lesenemu konju, da bi ga Grki poklonili Trojancem. Veste, da taka je usoda bila potem. No in zaradi tega, ker je nasprotoval tej gesti Grkov, so ga grški bogovi kaznovali z gačami njega in njegove sinove. No in tu gre celo za eno podobo, ki bi lahko rekli, da je sakralna, ampak gre za portret v nekem zelo takem mističnem, sakralnem ambientu. In klasična upodobitev ženske figure v keramiki in glede na to, da gre za ene zelo močne kubuse in to formo, je umetnica potem to nežnost, to ženskost ponazorila za to vloženo tkanino in potem opremljeno z lazuro keramike, da imamo občutek, da gre za eno tako zelo nežno žensko tvorbo. Skoraj da črno-bela soba, pa vendar izjemno estetska. Če vas zdaj pogled popelje nazaj na 4 grafike, digitalne zapise, kjer so neke skrivalnice, ki se ne dajo odčitati, skrita imena, IKT tehnologije, je tole zanimivo, da so tu tudi skrivalnice. Ampak to so skrivalnice zapisane z risbo. Lahko se spomnimo iz otroštva, ko smo reševali poštevilčene figure, podobe in smo na koncu prišli do slike. No in tu gre dejansko za tovrstno skrivalnico, kjer umetnik za svojo zelo prefinjeno risbo daje podobe erotičnosti. Tu gre vedno za 2 in ko se poglobimo in poskušamo z asociacijami zapolniti še ostale poteze, potem bomo prišli do 2 figur v aktu. To so tarot karte. No, mene so mogli podočiti, kaj so to tarot karte, ker sem mislila, da je napak piše, da je to tarot, pa mi ni bilo jasno. Za šloganje so karte, ja. No, in tu je zanimivo, da je Ana Logar te karte za šloganje, to je njeno diplomsko delo, povzela iz svojega življenja, študentskega življenja, od brucovanja, diplome, odnosov z profesorji, pot v šolo, razne stiske, imate tudi podnapise od spodaj, tako da je zelo na nek način humorno poskušala to igro podati z svojimi spomini na življenje. Ja. Ja. Po žuru, ne? Ja. No, to je ena specifika, to ni fotografija. So pa to veje cipres, ampak gre za čisto risbo. Tina Konec je slikarka, letos tudi Jakopičeva nagrajenka za priznanje. Namreč, to bi kljub temu, da se nam mudi, rada povedala. V srednjem veku so prenekatera okna, ceglena okna, bila zastrta ne z steglom, pa vitraži, ampak z tankim alabastrom. Alabaster in sploh te njemu podobne kovine, ko pridejo v kontakt s svetlobo, oziroma ko svetloba presvetli to tanko kamenino,
ta tanka kamenina zariše na svoji površini neke vegetabilne vzorce. In to je Tino konec prevzel in je potem poskušala seveda v drugi tehnologiji in drugemu mediju in skozi te lightboxe pokazati to presvetljenje teh vegetabilnih form. In ona je vzela kot osnovo ne tiso, pač pa kaj je? Cipreso. Ja, zelo dobro je, ja. Tudi, naprimer, ker ne gre za klasično sliko, je naprimer tudi v stanovanju ena taka podoba lahko odlično likovno telo. No, to je kombinacija, da ne bom predolga, ona je oblikovalka in to je del za njene razstave v Slivnici na Gradu, kjer je imela predstavljena svoja oblačila. Hkrati je pa ta oblačila kot ženska prevzela na svoje telo in ta oblačila postavila v nek drug kontekst in s tem pa, ko je povzela fotografijo, tudi prišla v drug medij. Se pravi, da gre od obleke, telesa v fotografijo. No, to so bolj dojemljive stvari, grafika, psikotisk, Hopprauthove, ki kombinira, naprimer, ta digitalni zapis z realnim zapisom, potem zapis, ko človek zapade v neko meditativno fazo ali depresivno fazo, naprimer tu, kjer gre za neke nadrealne scene, fantazijske scene. Potem imamo naprimer čisto ilustracijo na temo glasbe, izredno subtilno. Potem tu so slovanske pripovedke, slovanska čarovnica. Vse te stvari imajo neko zgodbo v ozadju. Se pravi, ali gre za literarno pripoved, ali gre za etnografsko pripoved in v tem duhu so tudi potem ustvarjalci v svojem mediju in svoji maniri seveda predstavljali te svoje produkte. Ali tu je za perorismo, pa svinčnik, ali gre za akvarel. Tu so sicer digitalni printi, ampak originalni seveda so gvaš, tehnika gvaš. Tule je morda malo opozorila bi na tale objekt. Umetnica je končala akademijo in to smer keramika in steklo in se ukvarja z steklom. Tele viseče figurice, bele, prosojne, že steklo samo po sebi daje neko hladnost, ker nima barve in prosojno, se pravi, je brezizrazno in govori o naši družbi. Te viseče figure, ki so izjemno statične, so dejansko pripoved o tem, kako se malo poznamo, kako ne komuniciramo, kako postajamo tujci do drugega in drugi do nas. In predvideno je, da bi ljudje lahko hodili tu po tem pesku med figuricami, ampak da si imeli eno nesrečo, ena dal padla, se razbila, odsvetuje. Je pa zelo duhovito, se pravi, družba je zaprta v neki komori, dejansko mi se zapiramo. In ta zaprtost seveda pomeni tudi na nek način odtujenost, ker poudarjamo neko individualnost, vrtičkarstvo in pozabljamo na odnos do drugega in do drugih. No, če smo
smo v prejšnji sobi omenili, da je neka podstat literarna dela, da so neke zgodbe. Imamo tu še nadaljevanje v tej ilustraciji, kjer ne gre za literarno predlogo, ampak dejansko gre za neko življenjsko zgodbo, ki govori o psičko in o tej igrivosti življenja, likovno, zelo dinamično, barvno, prav tako barvno in moram reči, da so zelo prijetne te ilustracije. V kontrastu na tej strani imamo od Nujčičeve, naprimer, ko gledate te monotipije. Monotipija, veste, da gre samo za en odtis, da je to sicer, rečejo, da jo eni prištevajo grafiki, ampak ni, ne. In Nujčičeva pravi, da takrat, ko zaprem oči in rišem, takrat pravzaprav ne vidim barvnega sveta, ampak vidim svojo notranjost, svetlo, temno, sivino in v tem duhu so nastale tudi te monotipije in tudi odtisi, kjer ona direktno potem z nogama ali z nogami otiskuje, nikoli zavaljem in rezultati so seveda ta asketizem in hkrati zelo sublimne stvaritve. Pa pa ti kamni? Ja, to pa, ja, ne, kar vprašajte. Ste kdaj doma imeli ali pa imate kakšen prostor, kjer odlagate svoje spominke? Take, drobne, brezvezne nekomu, ne? Jaz vem, da imam okenske police in na teh okenskih policih je vse sorte, ne? Kar kdo prinese ali pa kar smo našli. Včasih je bilo sila modno, to je bilo tam sredi 70-ih let, da smo doma namesto slik imeli ene take predalčke. In smo v te predalčke razne neumnosti polagali, take, ki so nam drage bile. No in to je tak spomin, te kamni, ki jih je verjetno umetnica nabirala na svojem dopustu ali potovanju ali okoli hiše, kakorkoli, ampak to njej gotovo nekaj pomenijo, ne? In zelo simpatično deluje. No, bolj zahtevne so katere stvari, bom tudi zelo na hiter. Umetnica preživlja ogromno časa na gradbišči. Mi vemo, da na gradbišče pripelje najprej material, potem se začenja zidava in vse okoli tega gradbišča se stvari spreminjajo, nalagajo in ona to sproti, isto gradbišče, vse sproti fotografira in potem te fotografije sestavlja v kolaže in izreže, to je potem print in izreže potem neko drugo gradbišče, se pravi gradbišče svojih fotografij. In potem nastanejo te reliefi, podobe, se pravi, da gre za eno vživetje v nek delovni proces. No, tale je kar povezana z ženskim telesom, z časom najbolj občutljivimi dnevi ženske, to je menstrualni ciklus in Lea Koleto, vsi njeni projekti dejansko se navezujejo na to res žensko telo. In konkretno gre za sken vložkov z odtisi menstrualne krvi in tist trenutek, ko je poskenirala in ko je pogledala ta sken in kar je asociacija padla, kaj je to, je potem podnaslovila tudi to sliko. No, to je pa preigravanje trikotnika, geometrijskega lika, trikotnika, mi vemo, da je tudi kvadrat sestavljen iz trikotnika in umetnik Suša išče odnos z prostorom. In tu sicer gre za Kristusove podobe, čeprav pravi, da nima, z religijo
pravzaprav nekega posebnega, neke posebne visi, ampak gre dejansko za iskanje odnosa geometrijskega lika do drugega lika in hkrati materijala. Namreč vse te podobe delujejo, kot bi bile kovinske, to niso. Samo tale je kovinska podoba, pa te od spodaj, no, ampak tele so pa iz kartona, barvnega kartona, ki pa daje občutek dejansko tudi kovine. In to raziskovanje, ki mlajši umetniki pravzaprav ne iščejo več neke likovnosti v klasičnem mediju, v sliki, odslikava narave ali nekega predmeta, ampak iščejo, kako pravzaprav se ti predmeti odzvanjajo na druge predmete. Tu gre za tekstil, ki ga je umetnica položila na okvir in potem z gradbeno barvo premazala in te gube, ki so nastale z agresivnostjo te gradbene bele barve, so na različnih materialih ustvarjale različne gube. In ta gubavost, ta reliefnost podobe potem je naključni rezultat. Ni nekaj načrtnega, ampak nima veze ne z roko, ne z gibom, ampak gre za raziskovanje materiala do materiala. No, to so pa spomini, ampak je treba povedati, da gre za družino Grabnarjev, ampak da ti obrazi so pa preslikani. Pravzaprav doben obraz ni obraz, ki je bil dejansko na fotografiji. Ja. Fotomontaža, ali kako se reče. Ja, ampak ni, je risano, slikano. Lahko bi bila fotomontaža, ampak to so analogne fotografije, še iz filmov razvite in tudi potem z roko preslikane. No in še eno tako intimno raziskovanje je tu zelo zanimivo, kjer gre za ženske prsi. Niso v duetu, tako kot bi morali biti, vsaka dojka je različna in potem te vezi kot mleko, ki nagovarjajo na pletenje na prejšnjo generacijo. Mi vemo, da vsi imamo spomine na mamo, imamo na babico in tu gre v prvi vrsti res za nek feminizem, ampak hkrati gre za sobivanje generacij. Je zelo na tak intimen način tudi podano. Toliko, hvala, da ste vam slušali. Hvala lepa. Hvala. Lahko še sam pravim, kako so izbirali te razstavljavce, da je bilo razpis, ali kako je bilo to? Povabil. Gimnazija je bila pravi detektiv. Maja bo več povedala, ker so iskali naslove vseh teh, ki so odšli na akademije in potem tudi končali. In potem smo dobili seveda seznam vseh teh imen in potem je gimnazija vse povabila. Čisto vsi se niso odzvali, zelo malih je odklonili. Izbirala si pa ti. Smo pregledali vse, kar so poslali. Veliko birokratskega dela, to 20 generacije. Ja, ampak jaz mislim, da razstava je zelo zgovorna, je zelo berljiva, govori o tem raziskovalnem duhu, socialnem duhu, tudi ta medgeneracijski proces, ki je danes sile aktualen. Eni raziskujejo v tehniki, eni v različnih materialih, tako da jaz mislim, da razstava je zelo simpatična. Ja. Je pa tudi to bi poudarila, da je v teh 20 letih te generacije
manj je slikarjev, manj je kiparjev, ampak več je ustvarjalcev, ki delujejo v nekih širših prostorih umetnosti. Prehajajo naprimer, iz gledališča v sliko, v prostor, tako da ni zamejeno. In to širino sigurno da dobijo že pod Stato gimnazijo.